ni nas bilo, nismo prebrali gradiv, nismo vedeli. Golobu ustreza, da lahko v Hagu reče in podpiše, kar mu paše, medtem ko Hanu in Vrečko ustreza, da si doma umivata roke. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Začele so se poletne počitnice, okrepila so se dela na slovenskih avtocestah. Zato samo upamo lahko, da nas spremljate kje v prijetni senci, ne pa v gneči na avtocesti. Kakorkoli že, to je še vedno Tedenski safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi tisti levi, ki sproščeno ležijo v senci, kot tudi besni na naših cestah. No, spremlja pa nas tudi Asta Vrečko in Matjaž Han, da ne bi zgrešila še kakšnih pomembnih vladnih gradiv, pa tudi Matej Tonin, Vladimir Prebilič in Dejan Kaloh, ki so ta teden naredili pomembne politične korake, sicer vsak v svojo smer. No, pa tudi celotna Slovenija, ki ta teden praznuje 34 let svoje državnosti. Vse najboljše, Slovenija. Tako, vedno večja gneča, vedno večja vročina, tako realno, v vremenskem smislu, kot tudi političnem. Ta teden, dogodek tedna, lahko bi rekla v mednarodni politiki, vrh NATO. Poglejmo, kako so ta dogodek pospremili z napovedjo na Pop TV-ju. Zdaj je tudi uradno. Voditelji članic Zveze NATO so potrdili dogovor o dvigu obrambnih izdatkov zdajšnjih 2 na 5% bruto domačega proizvoda do leta 2035. Deklaracija o dvigu izdatkov je bila v Hagu sprejeta soglasno. Nasprotoval ji ni, kot je dejal niti predsednik vlade Robert Golob, ki pa je po zasedanju in torej potrditvi dviga na 5% pojasnil, da je pa edina zaveza slovenske vlade, da izdatke za obrambo zviša na 3% BDP do leta 2030, dogovor pa da tudi sicer dopušča precej fleksibilnosti in definicij izdatkov. Zaenkrat planiramo, da bo znotraj 3% obrambnih izdatkov predvidoma šlo 2% za izpolnitev ciljev zmogljivosti, ki so strani NATO že potrjeni, preostali 1% pa za projekte v skladu z metodologijo NATO, ki bodo namenjeni projektom, kot so kibernetska varnost, satelitska tehnika, odprava ozkih grl na infrastrukturi, tako cestni kot železniški, izgradnja bolnišničnih kapacitet. Ne vem, Peter, kaj ima s to satelitsko tehniko naš premier še od Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku pred meseci do zdaj. O teh njegovih akrobacijah, kako 5% čez noč postane 3%, to itak še bova, ampak analitiki pravijo, da je bil zgodovinski vrh NATO. Zdaj, če najprej pokomentirava ta globalni vidik, najbrž res zgodovinski, prej je bila zaveza, dolgoletna zaveza 2% BDP, zdaj so šli na 5%. Po mojem bolj kot simbolno sporočilo o tem, da NATO, ideja NATO še naprej živi, ker vemo, da še pred kratkim so se temelji NATO in zavezništva majali. Trump je operiral za tistim 5. členom o kolektivni obrambi napadenih članic, tudi celo kot skrajnim ukrepom neko odpovedjo te čezatlantske pogodbe. Mislim, da je s tem dogovorom zdaj to kar za nekaj let rešeno, Pa čeprav je bolj PR dogovor kot kaj drugega, kar me navaja na to misel, je že tista revizija leta 2029, ko bojo še enkrat pogledali, kaj je s tem. Jaz mislim, da ena stvar, spomnimo se še nekaj let nazaj, mislim, da tam tik pred začetkom ruske invazije na Ukrajino je Emmanuel Macron govoril o tem, da je NATO klinično, možgansko, ali kako že je možgansko mrtev. Zdaj, geopolitične razmere so se nekoliko spremenile, bom rekel, v tem času, ne samo v tem času, tudi sicer Rusija postaja znova vse večja grožnja, Kitajska postaja vse večja grožnja, potem je tukaj še Iran in Severna Koreja. Sicer mi je zanimivo, kot bo videla pol po koncu oddaje, kako je pravzaprav ta os zla ameriška, kot jo imenuje Donald Trump, sicer očitno nekoliko šibkejša oziroma vsaj manj povezana, kot se morda zdi na prvi korak, na prvi pogled. Pa vendarle ključno je, da Evropa ostane oziroma znova postane pravzaprav večji faktor tudi v surovi moči, kajti to je edini način, da lahko dejansko projicira moč tudi potem diplomatsko. Seveda
mislim, da je neumno pričakovati zdaj, da bi to pomenilo neke vojne ali pa neko željo po tem, da bi Evropa šla v vojno, ampak vendarle, če želiš imeti mir, moraš imeti tudi surovo moč, da ti lahko diplomatske prizadevanja, ne, ki jih izvajaš, tudi, bom rekel, v ozadju potrdiš v primeru, da bi to bilo potrebno. Ker če to imaš na razpolago, potem je tudi tvoja diplomatska moč večja. Ne, še ena stvar se mi zdi zanimiva, Donald Trump je precej premešal karte, najprej s tistimi napovedmi, da morda tistim, ki ne bodo prispevali za obrambo dovolj, ne bodo recimo ZDA branile, ne, hkrati se s tem NATO-vim vrhom pravzaprav vrača zagotovilo, da Amerika ostaja zvesta 5. členu pogodbe o kolektivni obrambi in torej zagotavlja tudi, da velja, torej če ena članica napadena, so napadene. Vse je pa res tudi, da zaradi tega, ker nismo vlagali prej 2%, bo pač morala Evropa, posebej Evropa, to v tem času nadoknaditi, ne? In če se vrneva zdaj na odstotke, o katerih govorijo, ne? Gre za 5%, ne? To, kaj je NATO sprejel? Sprejel je 5% BDP vsake države, od tega 3,5% neposredno za obrambne in za orožje, po domače rečeno, ne? Torej neposredne obrambne sisteme in 1,5% pa za tisto infrastrukturo, ki bi omogočala recimo dvojno rabo v smislu priprava mostov, cest, železnic, bolnic in podobnih stvari. In to sploh ni odveč ponoviti, ne, ta razrez, ki si ga zdaj naredil, ker v Sloveniji se pogosto ta številka 5 kar nekako pozabila, pa je potem postala 2+1, pa v teh formulah še bova. Da sem še to, ne. V smislu, sprejeta je bila zadeva enotno. Tako. Ne, ZDA so sicer edina država, ki v tem kontekstu se ni zavezala k 5%, trenutno so nekje na 3,5%, če se ne motim. Ne, je nekako Španija potem si izglasovala neke vrste oziroma zagotovila neke vrste odpustek, čeprav tudi Pedro Sánchez, premier Španije, ne, je soglasno pristal, ne, medtem ko Robert Golob, če je bil prej tako zelo glasen, češ, da se bomo borili za svoje 3%, katerim smo se zavezali, pa je potem gladko to lepo glasoval za 5%. Ne, ja, tudi na portalu zanima.me smo v minulih dneh objavili eno obširno analizo sklepa, ne, oziroma sklepov z tega vrha NATO. Rok Frelih je v bistvu povzel to dogajanje v Hagu kot nek PR dogodek, z katerega je na koncu vsak odkorakal s tistim, kar je na nek način želel. Trump, če zelo poenostavim, je pridobil posluh Evrope za večja vlaganja v obrambo. Mark Rutte ne ima to zadovoljstvo, da je zdaj nekako ohranil pri življenju tega mrtveca, o katerem si govoril prej, torej NATO. Zelenski je dobil obljube o nadaljni podpori, ne, v konfliktu v vojni z Rusijo in ko omenjaš Goloba, ne, Golob je dobil celo way out, da je ob tem, ko je podpisoval 5%, govoril z Prižnice o 3%, kot bova videla, ne. Če greva počasi na domači vidik, bom samo za uvod, preden pogledava izjave, rekel, da je pravzaprav nemogoče ne opaziti razkoraka med domačo resolucijo državnega zbora, ki govori o 3% BDP-ja do 2030 in NATO-vo deklaracijo iz Haga, ki govori o teh 5% do 2035. Ne? Ampak cel teden so delali na tem, da te razlike najbolj preproste ne bi videli. Ne? Ja, ne samo to. Ne. Pravzaprav smo imeli tudi nek močan PR-ovski vidik, ne, kako zelo je nekaj, pa vsak dan praktično smo lahko gledali drugačne odstotke. Opazil sem 2-3 dni, mislim, da ponedeljek, v sredo je bil pa začetek vrha v Hagu, ne, je kabinet predsednika vlade poslal v medije razrez. Torej, kako 5% spremeniš v 2 plus nekaj, ne? In so dali 2% za pač obrambo v ožjem smislu, torej za orožje, pa potem 1,5 in še enkrat 1,5 za obrambo v širšem smislu, se pravi bolnišnice, infrastruktura, pontonski mostovi, civilna zaščita in podobno. Ne? In potem smo na koncu videli še to, ne? Sej itak je edina zaveza 3 s tem, da 2 za orožje in 1 za vse ostalo. Ne? Poglejmo, kako so koalicijski partnerji sprejeli to Golobovo obljubo NATO. Da to razmerje v koaliciji ne more skrhati, imamo še ogromno vsebinskih zadev, ki jih moramo izpeljati do konca in jaz verjamem, da jih tudi bomo. Smo pa v to vlado še enkrat vstopili zaradi krepitve socialne države, stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe, delavskih pravic in to so naše ključne zaveze, na katerih delamo in si želimo tudi izpeljati stvari do konca. Nasprotovanje članstvu v Zvezi NATO, nasprotovanje krepitvi sredstev za orožje pa je ena izmed naših
temeljnih načel. A da zaveze NATO niso zgolj zaveze predsednika vlade, ampak celotne ministerske ekipe opozarjajo z Golobovega kabineta. Izhodišča za njegov odhod v Haag je vlada potrdila na seji v četrtek. Poglejte, ta izhodišča so prišla na vlado malce prej, ampak ne glede na to, gre za izhodišče, kaj bo tam napisal. To ni noben sklep. V nobenih točki ne piše, da bo Slovenija podprla dvig na 5%. No, farsa je, Peter, postala točno s tem, ne, popolna, ko so mediji razkrili, da so imeli dan, dva pred udeležbo Goloba na vrhu NATO v rokah in na vladnih mizah prav vsi ministri gradivo, ne, oziroma izhodišča za udeležbo vrha NATO, kjer je pisalo prvič zelo jasno številko 5% BDP-ja in drugič, ne, da je to celo ključna mednarodna zaveza Slovenije. Sprejeli pa so, kot so potem brez sramu dajali, moram reči, te izjave, to gradivo ne vede. Kako v praksi, to se mi zdi sploh hec, ne? Matjaža Hana in Aste Vrečko, ker naj bi bila to ena od točk proti koncu vladne seje, ne bi bilo več fizično v prostoru in potem pazi je Golob, ne, zdaj po vrnitvi iz Haga rekel, snemimo oznako interno iz tega zaupnega gradiva, ne? In po mojem mnenju, če me vprašaš za to, da gre pač dejansko kontra v javni posmeh proti svojim koalicijskim partnerjem, češ, poglejte, ne, imeli ste gradivo na mizi, Slovencem ste to zamolčali, oziroma še huje, ne berete, imate neoperativne ministre, ki se na sejo vlade niti ne pripravijo. In vrhunec, če sklenem te farse, je zdaj koalicijski vrh, ki ga sklicuje Golob, ki se ga gotovo ne sklicuje za to, da se odkrito pogovorijo, ne, in da potem morda celo kdo izstopi iz načelnih razlogov iz te koalicije, pač pa zgolj kot podaljšek marketinga, kjer Golobu ustreza, da lahko v Hagu reče in podpiše, kar mu paše, medtem ko Hanu in Vrečko ustreza, da si doma umivata roke, in to je to. Zdaj, če bi imeli, mislim, ste sami povedali, da iz koalicije ne nameravajo oditi, ker imajo toliko še nekih ciljev, ki jih morajo narediti. Ne, tako da očitno izstop iz koalicije ni na mizi, zdaj bo pač ta pijavski vrh. In sem prepričan, da julija in avgusta tudi vladnih počitnic ne bo, ker vsebine je preveč. Preveč. Ne, upajmo, da ni tako zelo veliko vsebine. Ne? Ampak, skratka, vladni vrh bo spet očitno namenjen torej PR-ju, kako pravzaprav nekako zapakirati Slovencem ta sklep. Ne, pri čemer, ja, kot rečeno, jaz se sprašujem zdaj, ali Asta Vrečko zavestno laže, ali ne razume, kaj pomenijo sklepi, ali vladnih gradiv ne bere. Karkoli od tega trojega, ki so edine tri opcije za tako izjavo ob dejstvih. In vse se zdi enako verjetno. Mislim, vse tri so enako grozljive. Bom rekel, da imaš predsednico oziroma koordinatorico stranke, ne, ministrico v vladi, ne, ki očitno torej, ali gradiv ne bere, ali se v kamero laže, ali pa ne razume, kaj pomeni sklep, ne, ki zelo jasno pravi, ne, torej soglasno sprejet sklep na vladi, ne, da o postopnem dvigu na predlog Marka Rutteja, generalnega sekretarja NATO, izdatkov do leta 2032, ne, kasneje predstavljeno na 35, ne, in strani voditeljev potrjena zaveza o postopnem zvišanju obrambnih izdatkov bo predstavljala ključna mednarodna zaveza Republike Slovenije na obrambnem področju. To so se slovenski ministri soglasno, sicer res, da ob odsotnosti Hana in Vrečkove, ampak soglasno tudi glasovi ministrov Levice in socialnih demokratov, ki so stali tam, predvsem pa je vlada tudi kolektivni organ, ne, torej pač sprejema stvari, ne, in če bi želeli oni izkazati vsaj malo neke integritete, recimo v teh svojih izjavah, bi pač morali biti vsaj tam prisotni na vladi in biti proti, ne pa da se zdaj izgovarjajo, češ, ni nas bilo, nismo prebrali gradiv, nismo vedeli. No, jaz sem prepričan, da gledamo en velik natek, ne samo, da želijo Slovencem prikriti to razliko med 2 milijarde in 3,5 milijarde vlaganja v obrambo na leto, torej 1,5 milijarde razlike, kolikor je med 3 in 5% BDP-ja. Prepričan sem, da je enaka zadrega tudi z dejstvom, da so pred natanko 14 dnevi v Državnem zboru potrdili dokument, tisto resolucijo, o kateri sem govoril prej, ki je imela natanko 2-tedenski rok trajanja. Ne? In potrdili so jo tudi borno, kot se za tako oblast, kot jo imamo spodobi, namesto z nekim vsedržavnim družbenim konsenzom, če želiš, z 38 glasovi za, kar v bistvu je manj od števila poslancev, ki ga ima samo Gibanje Svoboda v parlamentu. In drugo, da je... Mislim, da je želel
na koncu celo Golob prikorakati iz Haga s poročilom, da nam je izpogajal, ko govori o 3%, nekaj podobnega, kot imajo Španci, čeprav temu ni niti približno tako in je pač podpisal oziroma podprl tisto, kar piše 5. Ja, bi pa rekel še eno stvar in sicer zanimivo mi je pravzaprav še dobro, v tem kontekstu še dobro, da imamo trenutno na oblasti levo vlado, kajti leva vlada je pravzaprav edina, ki sploh zmore v tem trenutku dati NATO take obljube, kajti predstavljamo si situacijo, da bi recimo na mesto Roberta Goloba, na mesto premierja bil ta trenutek Janez Janša, ki bi naredil iste zaveze, kot jih je dal Robert Golob. Mislim, da bi že dan kasneje Ljubljana kolapsirala od vseh kolesarjev in podobnih protestnikov, ki bi pacifistično protestirali proti oboroževanju. Tako pa smo imeli pač nekaj deklarativnih izjav, da vendarle kdo v Sloveniji pa je vseeno proti temu, hkrati pa nismo imeli niti najmanjšega protesta proti temu, da leva vlada stranko Levica v koaliciji, ki se zavezuje nekemu tako imenovanemu pacifizmu, namenja oziroma se je zavezala, da bo Slovenija za obrambne izdatke namenila rekordne milijarde. Laž pa je bila še enkrat več strani te vlade v zadnjih 3 letih patentirana kot priročno orodje političnega marketinga. To bi navezal na temo najne današnje special epizode za naročnike in podpornike. Govorila bova o vojni s petrolom ali pa vojni za petrol, če želiš, med državo in petrolovimi zasebnimi lastniki, ki jo seveda na koncu kot kolateralna škoda plačamo vsi tisti, ki gremo kaj nalit benzin ali pa dizel na črpalko. Ja, to je bila druga tema tega tedna, ki je bila politično izjemno odmevna in tukaj res se mi zdi, ob vseh zavajanjih, ki smo jih lahko slišali, lahko najni gledalci in poslušalci več izvejo v special epizodi, ki je sicer namenjena za naročnike in podpornike, tako da vabilo, da se naročite na portal zanima.me in prek tega dostopate tudi do special epizod, ko se pa vrnem nazaj k obrambi, tudi 3,3 milijarde, kolikor znaša 5% BDP-ja, ki naj bi jih namenili za obrambo, nam prav dosti ne pomaga, če nimamo ustreznih kadrov, ki bi pač to orožje dejansko prijeli. Janez Janša je recimo to opozoril, da pač nam pravzaprav nima to nobenega smisla, če nimaš ljudi. In strokovnjaki z področja obrambe so ta teden prav tako opozorili, da so podatki na področju slovenske mladine, kar se tega tiče, zaskrbljujoči. Če navedem samo enega, 43% mladih pravi, da bi v primeru vojne oziroma pač podobne ekstremne situacije zapustilo Slovenijo in poiskalo varno zatočišče drugje. Približno 30% bi jih odgovorilo, da se bi borili z orožjem, 18% bi se jih borilo na kak drug način, ostali se ne bi upirali. Tako nekako kažejo ti izsledki, te raziskave. Poglejmo, kakšne, ugotovitve pa imajo obrambni strokovnjaki na tem področju v Sloveniji. Kaj naš najstnik čuti do Republike Slovenije? Kam je on šel? Kaj njemu pomeni zastava? A mu več pomeni TikTok ali slovenska zastava? Vrednote, ki podpirajo Republiko Slovenijo ali jo pa ne. A imamo, nimamo. Na konci je, tako kot mi je bilo rekel, na konci je sam srce. Od mene, če je puška z druge svetovne vojne, bo tudi nekaj naredila. Ampak če nima srca, imaš pa lahko umetno inteligenco, pa naš nič ne naredil. Šel boš, tako kot danes statistika kaže, šel boš na mejo, boš gužbo tam delal, pa polkar. In potem boš tretjerazredni državljan v eni državi, ki te noče, begunec. Mi moramo to obrniti. Če pa ne znamo obrniti, pa nismo vredni države, še enkrat. To ni problem mladi, to je problem naše družbe. Naši mladi so odraz naše družbe. In naša družba je pač družba, ki je individualizirana, ampak to je tako, pač taka družba smo. In zdaj, če bomo o tem začeli odkrito govoriti, če bomo imeli o tem neke razprave, ki bojo racionalne, utemeljene v nekih dejstvih, se mogoče stvari lahko spremenijo. Če se bomo pa šli to, kar se gremo zdaj, pa sem jaz prepričan, da se nič ne bo spremenili tako, kot je. In epilog je v bistvu, da te, ki so zdaj v osnovni šoli, so šibkejši, počasnejši, debelejši in agresivnejši, kar je v bistvu zelo slabo v luči naših prihodnjih povečanih potreb, 20 po nekem fizično dobro telesno pripravljenem vojaškem kadru.
Mislim, zdaj je stop duhu časa, ne, ki vpliva tudi na te fizične sposobnosti naše mladine, vidim še kakšen razlog tudi v aktualnem političnem stanju. Mislim, da za neko razpoloženje v družbi ali pa tudi za ta rezultat, da bi 2 od 5 bežala ven iz države, če bi bili napadeni, pa ni nihče čisto brez odgovornosti, sploh največja 2 akterja, Robert Golob, Janez Janša. Mislim, da je odnos do Slovenije v veliki meri žal ljudje enačijo z odnosom do vladajoče politike, tudi tiste v opoziciji. Torej, če imajo negativen odnos do glavnih političnih figur, ki to državo zastopajo in navznoter in navzven, imajo bolj verjetno tudi negativen odnos, za koga pa naj se. Za enega ali drugega borim. Ja, jaz bi sicer ob tem dodal, da vendarle SDS gradi neko bolj nacionalno zavedno politiko, tudi recimo radi delijo zastave, radi poudarjajo te vrednote slovenske osamosvojitve, tako da tukaj jih ne bi čisto dajal v isti koš, še posebej, ker se mi zdi bolj ključno to, kako so pravzaprav te vrednote predstavljene v šoli, v medijih in nasplošno v družbi, kjer pa vendarle, bom rekel, SDS nima tako močnega vpliva, oziroma tam, kjer ga ima, se trudi morda te vrednote vendarle prenašati, je pa res, da s to, bom rekel, napetostjo in duopolnostjo izvaja, bom rekel, politični pritisk, ki jaz mislim, da SDS deli sicer zdravilo, ampak zdravilo z premočnimi stranskimi učinki, da bi ga kdo res želel vzeti. Ključno se mi zdi pravzaprav to, da smo v teh 34 letih, ta teden praznujemo dan državnosti, pravzaprav vzgajali mlade proti slovenstvu, proti lastni državi, ne učimo se o, bom rekel, dosežkih slovenstva, ne poudarjamo domoljubne zavesti, celo se zdi, kot da je to nekaj negativnega, da je slovenska glasba ali pa narodna zabavna glasba fašistoidna. Smo celo lahko pred leti brali razne raziskave Fakultete za družbene vede. Ne gojimo vrednot slovenske osamosvojitve, zdaj ne ima je to samo zato, ker je pač med temi akterji slovenske osamosvojitve tudi Janez Janša ali še kaj drugega, ampak dejstvo je, da pač ni teh v slovenskem šolskem sistemu, v medijskem sistemu ne slišimo prav veliko, mislim, na dan državnosti bi pričakoval neko vzhičenje, navdušenje, recimo pričakoval bi tudi, da bi imeli neke spomenike, mislim, v Sloveniji lahko z lupo dobesedno, jaz mislim, ne vem, če poznam več kot 3-4 spomenike, ki slavijo osamosvojitveno vojno, medtem ko, če se sprehodim kilometer po Ljubljani, najdem več kot to spomenikov, ki recimo slavijo revolucijo in drugo svetovno vojno. Sredino vzhičenje, ki sem ga jaz videl, je vzhičenje otrok, ker je bil to prvi dan po koncu šolskega leta, in to ravno tistih otrok, ki potem v anketi dajejo takšne odgovore. In če se navežem še na tiste slabe, torej motorične in take sposobnosti, smo nekako povsem feminizirali vzgojno-izobraževalni sistem, še več celo, bom rekel, neko surovo moč, neko fizično pripravljenost, skoraj da že smatramo pod tistim toksična moškost pojmom. In skrbimo, da se slučajno ne bi fantje preveč tudi morda kdaj stepli ali pa kako drugače, recimo to neko svojo moč surovo tudi izražali. Tako da težko je pričakovati, da bomo v takem vzgojnem okolju, kot so tudi opozorili se mi zdi strokovnjaki, pa potem vzgojili neke zdrave fante, ki bodo lahko potem tudi zmožni poprijeti za obrambo. Zdaj si me spomnil na nekoga, na politika seveda, ki je pred časom v beli srajci metal granato, mislim, da na nekem dnevu slovenske vojske in sva potem pri Mateju Toninu. Ena stvar, ki je ključna, tukaj kadra v slovenski vojski nam močno manjka, zdaj nekateri očitajo Janezu Janši, češ da je on ukinil naborništvo, ker mislim, da je bilo uradno ukinjeno v času njegove prve vlade. Je pa ključno, spet se mi zdi, da se vojsko naredi privlačno, ali pa služenje vojaškega roka, ki je prostovoljno, da se naredi privlačno. Mateju Toninu je to v času ministrovanja na področju obrambe uspelo. Mislim, da se je takrat početverilo število kandidatov, ki so si želeli opraviti prostovoljno služenje vojaškega roka, tudi zato, ker je to pač postalo takrat bolj zanimivo. Se pa ni početverilo število volivcev NSI-ja v tem istem času. Če smo nekoliko
Pikra. Jaz bi, preden greva pogledat malo utrinke iz tiste seje sveta, po kateri se je prejšnji teden vse prelomilo v NSI-ju, spomnil, da je Matej Tonin, mislim, da spomladi leta 2018 prišel na vrh stranke NSI, takrat zamenjal se spomnim, z Šopkom Cvetja Ljudmilo Novak, z obljubo preboja, to je bila njegova osebna zaveza, preko 10%, tega preboja do zdaj ni uspel doseči, še več ne, že leta 2018, ko so potem sledile kmalu po njegovem imenovanju na vrh stranke prve volitve, je po rezultatu, mislim, da okoli 7% sam ponudil odstop zelo hitro, takrat dobil zaupnico, no, tokrat se zdi, da ni šlo več naprej, ne? Ja, pogleda, kaj je povedal, ko je nekoliko nepričakovano najavil, da se septembra na kongresu ne bo več potegoval za mesto predsednika. In seveda po tej razpravi vsak razumen, normalen politik mora narediti določene poteze in določeno konsekvenco, in če imaš občutek, da vsi vozijo v drugo smer, potem si neverjetni ti tisti, ki voziš v napačno smer. In zato sem se po tej razpravi danes odločil, da na tem jesenskem kongresu, ki se bo zgodil 13. septembra, ne kandidiram za predsednika stranke, s tem tudi odprem priložnost znotraj stranke, da se osvežimo, da se pred temi pomembnimi volitvami okrepimo, se damo neko novo energijo. No, večina analiz je šla po temle sestankovanju v NSI v smeri, da je stranka, nekako vrh stranke obrnil hrbet Mateju Toninu na osi oziroma v razmerju do večje stranke SDS. O tem nisem prepričan, imam tudi drugačne informacije, namreč sklepa kakršnega koli formalnega, ki bi na svetu stranke nadomestil tisti stari sklep, da z Janšo ne gredo v koalicijo, ni. Bila pa je razprava, kjer so dali Toninu vedeti prvič, da si enotno želijo na volilni kongres, ki sicer ni bil predviden, ne? In drugič, da dejansko želijo bolj pragmatično NSI, ki gre po volitvah preprosto v tisto koalicijo, ki jo nakaže tudi volilni rezultat, pa naj bo ta dejansko desno-sredinska z Janšo ali morda celo sestavljena čez pol. Rekel bi, da je glede odnosa do SDS v bistvu več ali manj, razen vstopa v tisto koalicijo v času koronavirusa, obdržal smer Ljudmile Novak, ne, bil pogosto kritičen in ubiral neko samostojno pot. Tam, kjer pa je, ne, pa mislim, da je vendarle se, recimo temu, zaplezal z določenimi težko razumljivimi, čustveno težko razumljivimi izjavami volivcem, namreč hkrati je rekel, imejmo desno-sredinsko vlado, in potem je takoj zatem naredil vejico in rekel, samo imejmo jo brez Janše, česar povprečen desno-sredinski volilec očitno ni najbolje razumel, zato sem prepričan, da je na koncu kriterij njegovega sestopa z vrha rezultat in tega ni bilo. Ja, zdaj, po mojih informacijah celo naj ne bi bil tako zelo prenagljen, ne, oziroma res, da je sicer sam prejšnji petek ne, je prišlo zelo hitro do tega obrata, ne, spomnimo še, dopoldne je snimal pogovor pri Bojanu Požarju, kjer sta z Anžetom Logarjem, kjer je imel Tonin še zanos in polno idej in gradil, bom rekel, tretji blok, ne. Zvečer se je to na seji sveta stranke obrnilo najprej v smer volilnega kongresa, ki ga je napovedal že dopoldne, in potem še njegove napovedi neke vrste umika iz predsedovanja NSI-ju. Kljub temu naj bi pravzaprav to idejo o umiku imel že kar več mesecev in naj bi celo bila predvidena primarno sicer za nekako čas med poletjem ali po poletju, da bi stranka lahko šla nekako prenovljena na naslednje volitve, pa se je to pač zgodilo nekoliko prej, kot je Matej Tonin načrtoval, ne. Rekel bi, da bi po lanskih evropskih volitvah tudi to funkcijo evropskega poslanca, ki mu je pripadla, lahko drugače osmislil v kombinaciji z vodenjem stranke v Sloveniji. Dobil je, to vem, številne nasvete, naj se iz te nove distance, ki mu jo zagotavlja Bruselj, 2 do 3 letno zelo odmerjeno oglasi glede razmer doma. Medtem ko naj dnevno komunikacijo različnih afer in odzivov na nje prepusti operativcem, tega ni želel na tak način in prepričan sem, da je pač zdaj konec nekega njegovega cikla in da
NSI konec koncev rabi nov tip voditelja za novo nastale razmere, o čem govorim. Govorim posredno tudi o možnostih tega tretjega bloka, torej Prebilič, Logar in tako naprej. Zakaj? Če velikokrat recimo vzameva Levico do vstopa v to vladno koalicijo zadnjo, ali pa stranko Resnico Zorana Stevanovića, ali pa prej, če želiš v nekih drugih časih, SNS Zmaga Jelinčiča, kot tipične opozicijske stranke, ki usahnejo v hipu, ko prevzamejo odgovornost za vodenje države, ne? Potem vidim NSI prej obratno, kot stranko, ki svojo blago, umerjeno sredinsko retoriko nima kaj dosti početi, ni slišana v opoziciji, pač pa mora svoj interes ali pa, če želiš, program uresničevati v vladni koaliciji. Ne? Ja. In to bo pač z nekom drugim očitno. Ne? Očitno, ne, jaz mislim, da celo bi rekel, sam sem, ko sem razmišljal o tem, situaciji Mateja Tonina, sem potegnil neko usporednico z grškim mitom o Dedalu in Ikarju, pri čemer vidim Tonina kot neke vrste tega Ikarja, ki je želel poleteti previsoko, torej sanjal je, lahko bi rekli, desni pol brez Janeza Janše, in v tem kontekstu letel, sanjal previsoko in glede na domet NSI-ja in tudi glede na situacijo v polu in posledično stopil svoja krila. Hkrati se mi zdi, da je bila druga njegova napaka, da je stranko prevzel nekako prezgodaj. Ko je prevzel stranko, je bil še nekoliko neizkušen, premlad, preveč zaletal in posledično je tudi z različnim driblanjem, oziroma s temi premiki, ki so bili zelo hitri, pa v sredino, pa nazaj, pa bolj v konzervativno smer, pa bolj nazaj k podjetništvu, nekako zmedel volivce, da so nekako dobili vtis, da Nova Slovenija ni več to, kar je bila, torej da se je nekako odpovedala svojim pa jedrnim konzervativnim vrednotam, kar recimo zdaj pravijo, da nekako se bodo bolj aktivno k temu vrnili. In ta, bom rekel, zadnji avtogol je bil pa po svoje poker, ki ga je zgubil z Janezom Janšo, torej nekako je Tonin stavil vse ali nič na to igro, v katero pa je očitno šel s preslabimi kartami. Torej ta stava z Janšo, ki se mu pač ni posrečila, sam je potem Janši vrnil v smislu, upam, da se uspela ti je tvoja prva stava, upam, da ne bo se izkazala kot resnična tudi moja druga. Gre za to, da pravi, da Janša zelo verjetno ne bo premier v naslednjem mandatu. In se mi zdi, da je po svoje, ravno zdaj, ko je nekako dozorel, ko se je izbrusil in postal tudi boljši retorik, škoda nekako po svoje, da odhaja, ampak vendarle po drugi strani bo lahko ta odhod v Bruselj dejansko izkoristil za to, kar si rekel, torej da se rehabilitira na način, da se umakne od slovenske javnosti, da ne komentira prav vsake stvari in to prepusti pravzaprav drugim članom stranke, ki so ta trenutek doma. To se mi zdi, da je nekako, kar ga čaka. V zadnjih letih v svojih izjavah spogledoval z mandatarstvom. Veš, da so bile izjave, ko je rekel, bomo tudi zdaj konec koncev, bomo kot sredina ponudili kandidata za mandatarja. No, zdaj ankete dejansko, zadnje ali pa presek zadnjih anket celo kaže na možnost, da bo dejansko desna sredina ponujala mandatarja. Pri čemer, če pogledava te odstotke, mislim, da zdaj kaže desni sredini 46 stolov, torej 3 do 4 stole prednosti trenutno pred levo sredino. Jaz vendarle vidim te rezultate nekako relativno. Ja, treba je upoštevati, da niso še vsi upoštevani. Glede NSI-ja bi dodal samo še to, da nekako Toninu ni uspelo priti na te dvomestne številke. 10% se mi je tista ključna, pa dvomestna številka je tista ključna, ko stranka postane tako močna, da lahko začne vleči tudi v smislu tega upanja, se to pa je neka stranka, ki lahko potegne in naredi več. Se mi da imamo v Sloveniji neke vodilne stranke, ki jih pač povleče tiste vanilja volivce vsakega pola, ostale stranke pa imajo neko trdno bazo, ki pač je, bom rekel, v tem smislu nišna, in če želi stranka preseči zgolj nišno bazo, bo morala to narediti. Vprašanje, ali to lahko naredi Jernej Vrtovec, ki se omenja kot najbolj resen naslednik in tudi nekako bolj pragmatičen v tem kontekstu, ali kdo drug. Mislim, da pa vsekakor je ključno, da to naredijo in ponudijo nek ta tretji blok, če želijo recimo na dolgi rok pač preseči ta duopol. Je pa res, da kot kažejo ankete in tudi v katero smer gre trenutno politika, kaže pravzaprav na te
rezultate, ki jih kažejo pravzaprav te ankete. Torej, SDS, NSI in Demokrati 46 sedežev, ko sem prej rekel, da vidim ta izplen relativno, zakaj? Ja, eno je, kar si omenil, Vladimirja Prebiliča recimo na levi sredini tule še ni zraven, da bi skakal v zelje, po drugi strani pa pomisli tako, desna sredina ima po katastrofalnih 3 letih mandata leve sredine, pravzaprav rahu, egal ali pa nekaj stolov prednosti, kar se meni v bistvu zdi slabo. Pričemer tega glavnega paradnega konja, ki bo premešal karte, kot je pred 3 leti to naredil Golob, sploh še ni na anketi. Mislim, da to je pač dejstvo, ki ga vidimo, se pravi Janez Janša, lahko pač tistih svojih, zdaj mu kaže 33, ko se še nekaj neopredeljenih vrne med opredeljene in se opredelijo na levo, potem bo pač ta številka okoli 30, se mi zdi najbolj verjetna tam nekje. To je tisto, kar Janez Janša zagotovo lahko dostavi in tukaj, kot recimo pravi tudi Matej Tonin, mu je treba glede tega čestitati, hkrati pa skoraj zagotovo zagotavlja, da bistveno več od tega pa desna sredina težko zajame. In to je tisti problem, ki ga ima desna sredina. Skratka, imaš močnega Janeza Janšo, ki doseže izjemen, bom rekel, rezultat na ravni strank, verjetno prvi ali v najslabšem primeru drugi v državi. Ta trenutek se zdi, da bo verjetno prvi. Hkrati pa ob njem težko kakorkoli, kdorkoli diha, pa je to njihova krivda ali ni njihova krivda. Moja napoved za zdaj ostaja, da bo predvsem od razmeri levo od sredine odvisno, ali bo torej naslednja vlada monolitno rdeča ali bo vendarle pokukala čez pol, po domače povedano, če bo ta zmagovalec leve sredine Golob, mislim, da se nam obeta še ena monolitna leva vlada. V nasprotnem primeru, če bo to Prebilič, pa sem prepričan, da bo pravzaprav on ta, ki bo vendarle vabil na koalicijska pogajanja vsaj 2 akterja in to je NSI in Demokrate. Od rezultata pa bo odvisno, kako bodo ta pogajanja potekala. Zdaj, ta teden je Vladimir Prebilič končno dahnil to, kar smo čakali že mesece. Torej, lahko rečemo, da je dahnil prvi, češ vstopil bo v politiko, ustanovil bo svojo novo stranko. Je pa, da bo ta novi obraz, recimo novi obraz, je pa zelo spretno pravzaprav to vleče kot neka mehiško nadaljevanko, da drži ta suspens in se v medijih pojavlja praktično vsak teden, ko je pravzaprav ob najavi, grem v politiko, ustanovil bom stranko, in ni povedal praktično ničesar drugega, torej ne vemo še niti imena, niti programa, niti kogarkoli drugega, ki bi uradno bil v tej stranki. Zdaj nekako se omenjata 2, Klemen Grošelj in Matija Sevšek. Tako, jaz bi rekel tudi tako, ni uradno potrdil. Prebral sem različne odzive, tisti, ki so Prebiličevemu projektu in njemu osebno manj naklonjeni, so rekli, kakšen skromen štart, ni imel kaj povedati in kaj pokazati. Meni se obratno zdi stvar kar precej pametna glede na izkušnje v slovenskim, bom rekel, političnim inženiringom, ki melje vse, kar nastane prezgodaj pred volitvami. Zakaj recimo Grošelj, kot ena figura, ki jo je lahko slovenski javnosti predstavil, takoj mislim, da simbolizira neko žrtev režima. Žrtev režima Roberta Goloba, kar ni nikoli slabo, morda manj znan, ko omenjaš svetovalca Matijo Sevška, pri njem pa je morda zanimivo sporočilo, ki nekako sovpada z Prebiličevo filozofijo povezovanja, da je bil svetovalec od Lojzeta Peterleta, pa potem preko Katarine Kresal, Alenke Bratušek in Zorana Jankovića, torej je tudi očitno človek, ki gradi mostove. Zdaj, ko smo že pri grajenju mostov, 4 točke, okvirne 4 točke, ki ga vodijo v politiko, je navedel Vladimir Prebilič na prvem mestu, da je integriteto in pogum, to se kaže, da bosta 2 očitno ključna pojma, potem na drugo mesto obrambna politika v teh geopolitičnih razmerah, ki smo jih v začetku oddaje omenjala, vsekakor smiselno in hkrati področje, kjer je šibka trenutna Golobova vlada, še eno področje, kjer je šibka trenutna Golobova vlada, gospodarstvo.
gospodarstvo. Ne? Pravi Prebilič, da sicer ne bi uvajal novih davkov, da je davčni primež že prevelik in da je treba poiskati načine, kako inovativnim omogočiti, da bodo delali. Sicer hkrati napove tudi nepremičninski davek, ne? Ampak počakajmo vendarle še do kongresa, ko bomo nekoliko več izvedeli. Ne? In pa četrta, torej sodelovanje, se mi zdi strateško pravzaprav napove stvari, kjer je Golobova vlada šibka, ne? Hkrati pa se jasno distancira od Janeza Janše, češ z njim edinim v koalicijo ne grem, se bom pa z njim pogovarjal, morda pogleda, kaj je povedal in o Golobu in o Janši. Katerim izzivom, pred katerimi je Slovenija, po vašem mnenju, ni kos predsednik vlade Robert Golob? Jaz bi strnil te stvari v 3 točke. Prva točka je več poguma na mednarodni sceni. Primer je zdaj na zadnje pogovori okrog 5% BDP-ja za obrambo. In drugič, mislim, da je nujno potrebno javnim sistemom, javnemu šolstvu, javnemu zdravstvu vrniti določeno mero spoštovanja in integritete. Danes se zdi, da na nek način zdravniki predstavljajo sovražnika v državi, kar se mi zdi popolnoma nesprejemljivo. In končno, tukaj je gospodarski segment, kjer mislim, da manjka malo več spodbude tistih, ki so uspešni. Treba bo tudi gospodarstvu priznati njihovo vlogo v naši družbi. Brez delujočega gospodarstva tudi ni socialne države. In jaz mislim, da bi bilo potrebno v tem delu zlasti omejiti davčni primež, ki je danes reže zelo visok. No, gospod Janša seveda se je dokazal, da zna vladati, recimo temu tudi malo bolj avtoritarno, kar pa seveda mene zelo moti pa so, da ob tem vladanju postavljamo pod vprašaj najbolj temeljne postulate naše države. No, tisto, kar izvira iz teh izjav, je torej jasno pozicioniranje tako anti-Golob kot anti-Janša. Če izpeljem svoj sklep, svojo tezo, kampanja Vladimirja Prebiliča, te nove stranke, ki oktobra nastane, bo gotovo leva. Mislim pa vendarle, da z izjavami, ki jih je nedavno dal o partnerstvu z Logarjem in NSI-jo kot potencialno dobrimi partnerji, kot jih je označil, da s tem misli resno in da če mu seveda razmerja v nedeljo zvečer na dan volitev tako pokažejo, bo verjetno v ponedeljek zjutraj dejansko klical čez pol. Drugo, ker si že omenil, ne, pa sem prepričan, da ni naključje, da govori veliko o protikorupciji, da je to zelo podobno pozicioniranje pred volitvami, kot ga je imel Miro Cerar, in med drugim se je tudi s Cerarjem sestal na temo svojega političnega angažmaja v preteklih tednih. Mislim, da vendarle marsikaj v tej Prebiličevi kampanji temelji tudi na predpostavki, da se bo pred koncem leta oglasila protikorupcijska komisija, vsaj v eni od zadev, ali v zadevi Karigador, ali v zadevi Bobnar oziroma poseganje v policijo. Takrat bi dejansko ta kampanja lahko dobila nov zagon in imam občutek, da bi takrat tudi kakšen stric iz Murgel, o katerem še malo bova, lahko prevagal na stran ravno obratno, kot zdaj daje signale. Bi lahko sodelovali z Robertom Golobom v naslednji vladi v koaliciji, če bo protikorupcijska komisija ugotovila, da je kršil zakon o integriteti v primeru Karigador? Težko, odkrito povedano težko, zaradi tega, ker, veste, integriteta je temelj vsakega politika. To je temeljna, recimo temu, dividenda, ki jo politik ima, in če jo zgubi, potem zgubi tudi zaupanje ljudi. Ko pa zgubiš zaupanje ljudi, je zelo težko voditi, ker ti ljudje preprosto ne sledijo. Torej, jaz mislim, da v primeru, da če pride do te situacije, da te integritete več ne bo, mislim, da je takšna oblika sodelovanja zelo težka oziroma z moje strani nemogoča. Skratka, jasno, nemogoča sodelovanje, če bi KPK, zdaj bomo videli, koliko zarečenega kruha se bo moral Prebilič najesti, potem, ko bodo enkrat znani volilni izidi, pa vendar. Zdi se, da bo pravzaprav na KPK-ju zelo velika teža te volilne kampanje, ki bo odločala o prihodnosti Roberta Goloba v prihodnji vladi. To je ena stvar, ki se mi kaže, in vprašanje, se mi zdi zelo veliko vprašanje, ali bo Robert Golob s svojimi pritiski uspel dovolj pritisniti na KPK, da ga ne bi recimo obsodili, če tako rečem, se ni ravno obsodba, ampak da ga ne bi razglasili. Občutek imam, da sta z Šumijem, ki vodi KPK, tako daleč podrla dialog in mostove med sabo, da dvomim v ta scenarij in celo več. Prepričan sem, da bo morda enostavnejši od teh primerov, to pa se mi vendarle zdi Karigador skomuniciran pred koncem leta. Skoraj gotovo. Ti si omenil Pahorja, oziroma Cerarja, jaz bi pravzaprav navezal na Pahorja. Se mi zdi, da Pahor je peljal to tretjo pot, o kateri pravzaprav se že dalj časa govori,
iz leve strani je Pahor peljal tretjo pot, zmagal volitve in potem šel v gladko levi trojček. Se mi da točno to čaka nekako Vladimirja Prebiliča, sam pravi, da je lev, da daje prednost levi in tudi z nobeno levo stranko. Zares ni izključil možnosti, niti z Golobom zaenkrat še ne, ker še ni obsojen. Pa tudi pri tej kombinatoriki, če bi želel to monolitnost preseči, lahko KPK odločilno pomagal, ker bi mu preprosto zmanjkalo partnerjev za 46 stolov. Če bi se res držal potem tega, da Svobodo ne gre v koalicijo. Zakaj še, mislim, da je to res, skratka, on poudarja, pravi sicer, da glasov za to tretje polno vlado zaenkrat ni, pa vendar pogleda, kaj je povedal o tem, kako so mu ponujali, da se ne vključi v politiko in kakšno izbiro želi ponuditi volivcem. To so bile različne ponudbe različnih strank, nekako se je... Recimo, ne vem, z Gibanja Svobode, z SD-ja. Različno smo imeli pogovore, ampak veste, še enkrat, ves čas je bilo govora o tem, da bi pristali na dikcijo tako imenovanega duopola, se pravi, da bi na eni strani imeli eno izbiro in na drugi drugo. Jaz še enkrat se vračam na začetek, to se mi ne zdi fair do volivk in volivcev, mislim, da je prav, da oni lahko to izberejo, ne da jih pa mi silimo k izbiri. Ja, skratka, torej ta neka tretja pot, zelo jasno, vendar pa, kot pravi v istem tem intervjuju, ne vidi glasov zaenkrat še za to jaz mislim, da smisel tretjega bloka morda ni toliko o tem, da bi sam imel 46 glasov, seveda bi jim bilo tako najlažje, pa vendarle veliko spremembo na slovenskem političnem parketu bi prinesli že, če bi bili skupaj tako veliki, recimo 30 do 35 mandatov, kar pa ni tako nemogoče, da bi vsi drugi morali sprejeti njihova pravila igre. To bi bila že tista sprememba. Moj občutek je, da bi bilo s tem tretjim blokom verjetno bodisi najbolje počakati na čisto zadnja soočenja, ko je treba dati nek čustveni klic Slovencem, torej sprememba, ki jo prinašaš, ali pa se preprosto, kot sem že rekel, poklicati v ponedeljek zjutraj. Ja, če so torej glasovi dovolj močni, vendarle se zdi, da vse rine nekako v ta duopol, dodal bi vendarle še to, da Vladimir Prebilič na koncu se mi zdi, da pač bo pripeljal glasove, kakršnekoli bo že dobil, torej v ta levi bazen, in zanimivo, dobil je ta teden pa, potem ko se je zdelo že, da ga je Milan Kučan povsem odpisal, je Vladimir Prebilič ta teden dobil pa neke vrste nežni blagoslov Milana Kučana. Poglejva še to izjavo. Če pomeni seveda to, da tako imenujem drobljenje, vnašanje novih konceptov, ki omogoča nek širši spekter, je to koristno. Če pa temelji samo na prepričanju, ko bom jaz, potem bo vse drugače, ker bom jaz uveljavil to, kar mislim, da je prav. Torej, ne na neki, kako bi rekel, konstruktivni, kritični distanci do tega, kar počne sedanja vlada, ampak na prepričanju, da boš zmogel nekaj povsem drugačnega. Ja, jaz sem ravno v času, ko snemava tale petkov podcast, objavil na zanima.me svoj komentar, kjer sem zapisal, da imam v zraku visi občutek, da pač Milan Kučan dejansko potrjuje tezo Boruta Pahorja, da leva omrežja pešajo, zakaj bi sicer pri 84 iz globokega pokoja tako intenzivno delal na aritmetiki naslednje levo-sredinske vlade. In drugo, kar pa je razvidno iz te izjave, da je v zraku tudi občutek, da glede Vladimirja Prebiliča zadnje še ni rekel, če bo morda KPK potem ta dokončni obrat si je pustil izkušeni politik priprta vrata za to. Kučan se mi je že 3krat obrnil ploščo glede Vladimirja Prebiliča, mislim, da pa pravzaprav čaka zelo spretno, zelo spreten partijski politik, čaka na to, da vidi, v katero smer bo šla plima, v katero smer bo šel tok in bo na koncu podprl pravega. Mislim pa, da to hkrati pomeni tudi, da Vladimirju Prebiliču tako ali drugače verjetno ne bo dovoljeno preveč poseganje čez pol. Torej, kaj mislim? Ne mislim nujno izključno monolitne vlade, čeprav se mi zdi bolj verjetno, da vkolikor bi kombinacija Svoboda, Prebilič, SD in Levica skupaj z Vesno recimo dosegla 46 glasov, da bo to najverjetnejša koalicija. Če pa bi že šlo za koalicijo preko pola, zagotovo Kučan ne bi pustil Prebiliču, da naredi koalicijo, kjer levi pol ne bi bil dominanten. Torej, lahko spustijo neko manjšo stranko, ala Demokrati ali NSI, v
pretežno levo vlado, kjer bodo pravzaprav zgolj nosili vodo, težko pa resno vplivali na politiko vlade. Velikokrat smo rekli v zadnjih 3 letih, da je Golob z 41 poslanci, zdaj jih ima 39, bil premočan tudi za strice. Kučan pravi, da mu godi zdaj po novem, ko ga kdo kliče za strica, in da se je na nek način, kot smo to poimenovali, strgal z verige, pa vendar imam občutek, podobno kot si ocenil sam, da nikoli ni bil načrt Milana Kučana, da torej Goloba sesuje in ga pošlje v opozicijo, kar bi deloma lahko razumeli Prebiliča, da razmišlja tudi na ta način, ne. Bil je samo plan, dajmo Goloba umiriti in še vedno vladati s to zanesljivo cementno večino leve sredine, ne. Ja, ki je ne more ogroziti verjetno niti Dejan Kaloh svojo še najmanj stranko. Suvereni, mimo grede je komaj kdo je opazil, ne, da je ta teden tudi Kaloh ustanovil svojo stranko, ki jo napoveduje že nekaj časa. 2 ironiji bi tukaj dal, ne, in sicer Kaloh je išel iz SDS-a, najprej Hlogarjev, ne, kjer je bil med predvidenimi ustanovnimi člani demokratov, pa potem, ker mu Logar ni dal podpredsedniškega mesta, oziroma Kaloh pravi, da so bili drugi razlogi, je zdaj šel na mesto levo od SDS-a, desno od SDS-a v stranko Suverenih, ki naj bi bila zdaj tista bolj desničarska, ne. Zdaj sprašujem se, ali se jim bo pridružil morda Branko Grims, ki je v SDS-u tisti bolj skrajno desni tu bi ti jaz rekel, da ne. Poslanec, ne. Mislim, da bo Branko Grims, ki je zelo dolgo delal svojo domačo nalogo v slovenskem parlamentu, čakal na priložnost, da se prebije v Evropski parlament in zdaj, ko mu je to uspelo in ima vse udobje bruselskih hotelov in bruselske plače, igral po pravilih tudi to. Ne, pač da je Branko takoj... Grims je edini poslanec EPP-a, ne, ki je dal podpis za razrešitev Ursule von der Leyen. Pa ga tudi hitro umaknil, ko je dobil klic svojega strankarskega šefa iz Ljubljane. Glede Kaloha pa tako. Jaz mislim, da je ravno popolna odsotnost odziva ali pa, če želiš, popolnoma spregledana ustanovitev te nove stranke najboljši dokaz, kako se je v primeru demokratov in Anžeta Logarja Kaloh skregal z belim kruhom, kot temu pravimo, ne? Ker je želel tam preveč, prej si govoril o Ikarju, kaj bi potem bilo šele to, ne? Ker je tam želel preveč in prehitro, celo na mesto podpredsednika, je zdaj sicer lahko predsednik stranke, ki ima povsem obrobno, obskurno vlogo v slovenskem političnem prostoru. Ja. In to je več ali manj vse, kar bi na to temo dodal. Jaz bom dodal samo še domet Kaloha v 2 točkah, ne, kot županski kandidat za župana Maribora je zbral 4,12, mislim, da nekaj čez 4% glasov, ne, in pa ko sem šel gledati, kdo so ti njegovi, torej podpredsedniki, člani izvršnega odbora in tako naprej v stranki, nisem prepoznal niti enega imena, no, tako da tudi to mislim, da marsikaj pove. Zdaj, o mladi demokraciji lahko tako rečejo, ne, 34 let državnosti praznuje Slovenija. Ne, Kar nekaj znanih obrazov sva pa prepoznala tokrat še več kot običajno na Kongresnem trgu, ne, ki je bil sicer po mojem mnenju tudi pretirano zastražen, pretirano opremljen z rentgeni, kamor so morali vse svoje stvari odlagati, celo povabljenci. A vendarle ena razlika, in šel sem jo potem preverjati tudi v arhive, spletne arhive. Janez Janša je nazadnje bil na uradni državni proslavi 25.6. na Kongresnem trgu, takrat, ko je bil še sam predsednik vlade, torej junija 2022, 3. leto mandata Roberta Goloba, se je prikazal s partnerko Urško, kar jemljem kot pozitiven prispevek k neki politični kulturi pri nas. Sprašujem pa se seveda, kje je ta sprememba napram preteklim letom. Verjetno je eno, da se tudi Janša počuti udobneje v državi, kjer ga je pravosodje oprostilo v zadevi Trenta. To je gotovo en faktor. Malo bolj v svojem pikrem tonu pa bom dodal tudi to, da imata z Robertom Golobom, kjer sta zdaj sedela nekaj vrstic narazen, bistveno več skupnih točk in bistveno več medsebojnega usklajevanja in komunikacije kot z levimi premierji pred Golobom, pa naprimer, če naštejem samo Bratuškovo, Cerarja in Šarca, kjer te komunikacije, ki zdaj poteka, nisem zaznal toliko. Ja, mislim, da je pred dnevi v enem drugem podcastu, ne, ki ga zdaj ne bom imenoval, to pa zato, ker oni naju, ne. Eden izmed komentatorjev rekel, ne, da težko SDS očita NSI v biznisiranje, ne, ko pa vendar sama tudi zelo aktivno biznisira. Kot prispevek k slovenski državnosti, ne, bi dodal morda še govor Nataše Pirc Musar, ki me je v veliki meri pozitivno presneto. Sicer
seveda s klasičnimi levičarskimi bravurami, ne, kot so genocid v Gazi in podobne stvari, ne, ampak vendarle se mi zdi, da je Nataša Pirc Musar izpostavila nekaj ključnih točk, ne, vedeti moramo, kaj branimo, ne, sproščenost je izraz samozavesti, o tem nekoliko kasneje, na mladih svet stoji, in pa opozorila na nekih 5 točk v Sloveniji, ne, torej neupoštevanje ljudske volje, netransparentnost, pomanjkanje meritokracije, podnebno krizo in težave v pravosodju. Ne. Dala tudi kar nekaj iztočnic v smislu, da je pomembno se zavedati spomina, pri čemer pa spet v nasprotju z tipičnimi levimi politiki ta spomin ni bil vezan pretežno na NOB, ampak celo poudarjeno na slovensko osamosvojitev, NOB omenjena zgolj obrobno, ob tem pa dodan pomen tudi celotne širše zgodovine slovenskega naroda. Tako da v tem kontekstu se mi zdi ta pomen spomina tudi za pohvaliti Natašo Pirc Musar, ne. Dodal bi pa še en izsek, ki si ga poglejva, o tem, kaj je pa druga slovenska osamosvojitev po mnenju torej Pirc Musarjeve. Ne. Odgovornost ne pozabiti pa pomeni tudi ureditev dostojnega pokopa žrtev povojnih pobojev. Cilj, za katerega si prizadevamo, še ni dosežen, a je na obzorju. Zavedamo se svoje odgovornosti, da končno udejanjimo pravico vsakega do pokopa in groba. Zato še enkrat ponavljam, naredimo ta korak. Naredimo korak, ki ne bo zmagoslavje enega politika, ene politike, ene stranke ali ene koalicije. Dostojen pokop naj bo naša druga slovenska osamosvojitev. Osamosvojitev intime od dnevne politike ter politizacije slovenske medvojne in povojne zgodovine. Z dostojnim pokopom kot izpolnitvijo svoje odgovornosti bomo kot država in kot skupnost dozoreli. Ja, zdaj, skratka, pohvalil bi govor, ne, moti me edino pri tem govoru ena stvar, in sicer, da se mi zdi, da Nataša Pirc Musar eno govori, drugo pa dela. Ne, medtem ko govori zelo lepo o pokopu žrtev, hkrati se zdi, da dela, da bo ta pokop žrtev v Škofji Loki namesto v Ljubljani, kamor bi dejansko sodile. Sicer bi prej rekel, da ljubljanski župan Janković dela. No, ampak tudi ona, ne, in hkrati odlikuje recimo Zvezo borcev za vrednote NOB. Se mi zdi, ta neka dvoličnost oziroma sedenje na dveh stolih, na eni strani pravzaprav kot prisedeti trenutku. Ne? No, jaz bom rekel tako, da pred publiko, kjer v prvi vrsti skupaj sedita Golob in Janković in Kučan, ne, je postaviti ravno vprašanje dostojnega pokopa kot paradigmo druge osamosvojitve zelo pogumno dejanje, bi pa pri tem spomnil na desetletje prizadevanj Boruta Pahorja. Prepričan namreč sem, da njegovo delo, vztrajno delo na narodni spravi, tudi postavitev tistega spomenika, o katerem so vizualno sicer različna mnenja na drugi strani Kongresnega trga, mislim, da je vse to tudi Nataši Pirc Musar razširilo meje njene svobode, da 25.6.2025 izreče, kar je končno nekdo izrekel. Ne? Drži, ne? Tukaj je treba dati priznanje, ne? In ko že govori tudi o neizpolnjeni ljudski volji, ne? Bi dodal še to, da je Alešu Primcu uspelo zbrati podpise za začetek zbiranja podpisov za referendum o umetni oploditvi. Že drugi referendum na to isto temo, ne? Leta 2001 smo o tem Slovenci že odločili in zelo jasno odločili. In jaz sem prepričan, večino. Na to temo bi dodal, da sem prepričan, da bi bila tudi v novih razmerah, z novimi političnimi razmerji odločitev zelo podobna. Moja teza namreč je, da smo Slovenci bistveno bolj glede vrednot konzervativni od tega, kar bi na drugi strani lahko sklepali po volilnih izidih oziroma konkretno po strankarskih preferencah na volitvah. Hkrati pa moram reči, ne, da je pač glavni reprezentant teh vrednot v javnosti tako odbojen, da verjetno še največ škode naredi sam. Ne. Ja, ne, tako da bomo videli, ali bo Ustavno sodišče dovolilo. Ne. Zdaj, špekulacija je, da češ, kjer odpravljajo njihovo odločbo in kjer je sestava enaka, morda referendum ne bo dovoljen, pa vendarle naredili so, kar so lahko, ne, za zaščito, bom rekel, otrok. In tukaj mislim, da spet lahko prisluhnejo, ne, predsednik Ustavnega sodišča je bil v tej prvi vrsti in je slišal tudi ta poziv Nataše Pirc Musar o spoštovanju torej ljudske volje. No, ne vem, če je imela ravno to ljudsko voljo v mislih, pa vendarle ne. Je tudi ta ena izmed tistih, ki so jo poslanci ravno nedavno povozili. No, volje različnih upletenih
strani v globalni konflikt, ne, med Izraelom, Iranom in mirno lahko dodamo še ZDA, ne, pa se je končno poravnala, ne, volja vseh glavnih akterjev, se zdi vsaj na ta najmanjši skupni imenovalec, pa vsi so, ne, tako kot na vrhu NATO, ki sva ga omenjala, razglasili zmago. Ne. Poglejva izjavo. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. There is no red line that they have not crossed. I don't know how much room is left for diplomacy. It was not only Iran's facilities which was bombed, it was also the United Nations Charter. Zdaj, v prejšnjo epizodo sva se spraševala, ali bo Trump igral na karto notranje revolucije, torej ljudske ustaje v Iranu proti verskim voditeljem. Očitno se je odločil drugače, da torej verskim ajatolam podaljša njihov mandat. Tudi izrecno je rekel, da ocenjuje, da bi Iran brez njih zdrsnil v nek nepredvidljiv kaos. Če mene vprašaš, je pragmatični prevod tega, kaj boh ve, kaj bi se zgodilo s cenami nafte. Ne, vemo, da imajo tam ožino do Omana, ki bistveno vpliva na pretok svetovnih zalog. Zdaj, glede same učinkovitosti akcije, zelo različne ocene obveščevalnih krogov, ne, kapnil je v javnost nek zaupan obveščevalski dokument, ki govori, da so samo za nekaj mesecev odložili načrte Irana glede jedrskega orožja oziroma jedrskega programa. Trump pravi, da so ga zradirali popolnoma in da so s tem podobne ambicije preprečili za naslednjih nekaj desetletij, kdo ve. Ja, mislim, da je sicer resnica nekje vmes in da če se bi pokazalo, da so obveščevalni podatki točni, to ni bil zadnji napad. Ne, je pa res, da teh bomb za torej bombardiranje bunkerjev tudi ZDA nima na pretek, tako da mislim, da so jih polovico zaloge zmetali na Iran pravzaprav ta teden. Ne, hkrati bi opazil še eno stvar, ne, Iran je ostal zelo osamljen. Kitajska ga ni aktivno podprla, Rusija, ki jo je predtem aktivno zalagal z droni, ga ni zmogla ali želela aktivno podpreti in mislim, da je v tem smislu Iran pač prisiljen se pogajati, kar je pa po svoje celo koristno. Mislim, da bo za svetovni mir bolje, če Iranu dejansko pač ne uspe priti do jedrskega orožja in lahko le upamo, da mu ne bo. Zdaj, kar se tiče zapiranja Hormuške ožine, ki jo omenjaš, ne, to bi močno dvignilo cene nafte, tam skozi Hormuško ožino gre 20% svetovne nafte. Je pa res, da bi ta ukrep bolj udaril Kitajsko, ki je bistveno večji uvoznik iranske in saudijske nafte, ki potuje po tej ožini, ne, kot ZDA, ki ima svoje nafte dovolj, tako da mislim, da bo to res zadnji ukrep, ki bi ga Iran naredil, ker ve, da bi se svojim bližjim partnerjem, ne, kot je Kitajska, bolj zameril kot pa. Jaz bi dodal glede teh globalnih premikov geostrateških samo še eno bolj sproščeno opasko. Zakaj sproščeno, bo evidentno iz zaključka te epizode. Namreč, da kadar Trump govori o osi zla za potrebe notranje ameriške mobilizacije in potem tudi zato, da ga Evropa kaj bolj sliši kot običajno, jo slika kot nekaj mogočnega, zloveščnega in zelo vztrajnega. Ne? Očitno pa se da kakšen problem rešiti tudi koliko v 8 ali 12 dneh, nekaj takega. Ali 25 minutah, kolikor je trajal napad. Morda še ena zmaga neke vrste ameriške politike, ne? Po visokem obisku v Belorusiji je na prostosti po novem Sergej Tihanovski, mož Svetlane Tihanovske, ne, ki sta se borila pravzaprav na prejšnjih volitvah z Lukašenkom in še 14 drugih beloruskih disidentov. Torej je tudi Belorusija malenkost bolj sproščena, kot je bila predtem. Malenkost bolj sproščena, kot je bila. Ampak sproščenost, ne, mislim, da je tista pomembna, ki je tudi za najpomembna in v tem kontekstu lahko rečemo, da sva hvaležna Nataši Pirc Musar, da je podprla tedenski safari. Ne? Tako. Zdajšnje dogajanje po svetu ne daje veliko razlogov za sproščenost in smeh. Pa vendar ne dovolimo, da nam kdo to vzame. Sproščenost in smeh nista samo pol zdravja, kot pravijo, sta tudi odraz samozavesti naroda. Naroda, ki ne živi v negotovosti, ki ga ne razjedajo preteklosti in razlike. Naroda, ki ve, kaj hoče, zato, da obstane. Ja, Nataša, lahko bi rekla, opisuješ safari in najino publiko. Ne? Sproščenost, samozavest in smeh ostajajo med drugim tudi eden od zaščitnih znakov tedenskega safarija. Midva pa zdaj povabiva ob koncu epizode samo še k spremljanju sobotne epizode Special Safarija za podpornike in naročnike, kjer bo šlo, ko bo analizirala, zakaj Slovenci točimo predrago gorivo, marsikomu tudi na jok. Kaj je v ozadju, torej bitke
za Petrol, jutri v soboto zjutraj na portalu zanima.me za podpornike in naročnike. Hvala vsem, ki ste to že in nova priložnost za tiste, ki še to niste, da to postanete. Sicer pa se znova vidimo prihodnji petek v redni epizodi tedenskega safarija. Do takrat pa lep pozdrav. Nasvidenje.